pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, ker se bo kmalu začela tekma 27. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Ob Kamniški Bistrici bodo Domžalčani gostili nogometaše Aluminija. Dvoboj lahko okarakteriziramo kot derbi za obstanek. Med ekipama je namreč le točka razlike. Stuparević. Koloparić, dober poskus Koloparića. Trikrat ga je zmagal, enkrat pa je proti njemu izgubil. Jagič je zdaj žogo potegnil naprej, dobra podaja na levo, tu je Loren Maružin. Hrvat gre proti vratom Domžal, Loren Maružin. Tehnično seveda ni najbolj nadarjen, pa Jagič na desno. Jovan, dobra podaja, priložnost za Aluminij in ni zadetka. Ni zdržal tega pritiska Hodžić do žoge. Kolobarić je bil verjetno naslovnik, Hodžić pa še enkrat do posesti. Dario Kolobarić, Kolobarić v kazenski prostor, priložnost za Domžale. Pred vrata bo podal Jošt Pišek. Pišek proti oddaljenejši vratnici, Jovanović odbija do žoge Stuparević. Stuparević, dober strel in gol! Filip Stuparević, Domžalčani vodijo z 1:0. 42. minuta srečanja. Po več kot 250 minutah so vendarle zadeli Ravbari in varovanci Dušana Kosića so prišli do zelo pomembnega zadetka. Drugič v tej sezoni je Srb torej meril polno. 42. minuta srečanja. Pišek je podal pred vrata, Jovanović je bil sicer na mestu. Domžalčani so se obranili, no zdaj pa zevajo luknje v obrambi Aluminija. Kako hitro bodo Domžalčani krenili naprej. Stuparević, dobra zamisel, Krstovski, Mario Krstovski strelja. Odlična podaja Stuparevića, tu je Mario Krstovski. Mario Krstovski, ali bo prišel do soočenja z Jovanovićem, priložnost za Domžale, toda mimo vrat. Podaja proti oddaljenejši vratnici, priložnost in gol. Domžalčani so podvojili prednost, Dario Kolobarić je podal pred vrata, mislim pa, da je prišlo do avtogola. Jezi se Robert Pevnik, rumena družina je podvojila prednost in težko se bodo Kidričani vrnili v tale obračun. Poglejmo še enkrat, Kolobarić je podal pred vrata. Kakšen lapsus Aleksandra Zelkovića. Nekdani varovanec Dušana Kosića je torej zdaj izdatno pomagal ljubljanskemu strategu. Štubljar. Nova napaka Štubljarja v igri z nogo, Jagič do žoge, Matić, dobra podaja, priložnost za Aluminij in ni zadetka, Štubljar na mestu. Že v prvem polčasu brez dodatka in ogromno prostora zdaj za Edvina Krupića. Kaj lahko pokaže nekdanji nogometaš Bistrice? Edvin Krupić, tole je zanimivo. Dušan Kosić, med tednom se niste izkazali na občinskem derbiju, danes pa povsem drugačna podoba. Prišli ste do suverene in prigarane zmage, povsem ste si jo zaslužili. Super pomembna zmaga. Je ponosen na reakcijo ekipe, ki je par dni nazaj res zgledala nekako neambiciozno. Smo danes uspeli obrniti moment in z disciplinirano igro doseči to zmago. Zdaj ste 4 točke nad 9. mestom, verjetno se precej lažje diha, tako pri vas, kot tudi v garderobi pri igralcih. Ja, veliko lažje bo neke stvari popraviti, tako da dobro za klimo in delo naprej. Danes ste zelo napadalno krenili v tekmo, v prvo enajsterico uvrstili 4 zelo napadalno usmerjene nogometaše. Ali lahko takšno formacijo morda pričakujemo tudi na naslednjih tekmah? Imamo 20 igralcev, tudi zdaj smo zarotirali
Nekateri mlajši igralci so danes začeli na klopi, tako da kadar imamo, seveda je normalno v tem ritmu, da tudi to naredimo. Nekateri starejši igralci se vračajo po poškodbi, tudi danes na srečo so zdržali do konca in seveda treba se bo pred naslednjimi tekmami nekako prešteti in počasi se kompletirati. Kaj je v načrtu zdaj med reprezentančnim premorom? Ja, v načrtu imamo prijateljsko tekmo z Reko v petek in kasneje se pripravljamo za Muro. Robert Pevnik, drugi zaporedni poraz po tistem proti Rogaški Slatini, ste dejali, da niste nezadovoljni, da ste bili zadovoljni z igro. Danes pa verjetno se strinjate, da niste bili ravno pravi, da niste igrali na najvišjih obratih. To pa se ne strinjam z vami, mislim, da smo imeli pri 0-0, da smo bili dominantni, da smo imeli 200% priložnosti, ki bi lahko zabili. Smo bili dominantni do prijetega zadetka, tudi drug polčas smo si ustvarili več priložnosti kot Domžale, tako da se ne strinjam. Mislim, da je bila odlična energija, da je bil pristop maksimalen, ampak ko si zabiješ avtogol pa dobiš 2 lahka gola, težko se je vrniti, bi pa vsem fantim čestitil na pristopu. Zmanjkala je enostavnost, koncentracija v zaključku napada, ker če bi mi povedali 1-0 ali 2-0, bi tekma šla čisto v drugo smer. Ste na 9. mestu, ampak zaostanek za mesti, ki zagotavljajo obstanek med elito, je majhen, vsekakor dosegljiv. Seveda nameravate doseči ekipe, ki so pred vami, kako pa nameravate delati med reprezentančnim premorom? Pa normalno, da ni nič odločenega, da smo vsi skupaj, tako da doben se ni odlepil tukaj v boju, bom rekel, za obstanek in za 6. mesto, tako da, bom rekel, nič ni, normalno bomo delali v ritmu, imamo prijateljsko tekmo, dobro smo pripravili za Celje in enkrat smo Celje že presenetili v Celju, tako da čaka nas težko delo, še 9 tekem je, tako da nikakor ni predaje in gremo naprej, gremo glave gor in se dobro pripraviti, dobro izkoristiti reprezentančno pauzo in potem se dobro pripraviti za Celje. Ja, proti Celju ste v tej sezoni že osvojili 4 točke, zdi pa se, da vam Domžalčani nekako ne ležijo. 3. zaporedni poraz proti rumeni družini, naključje ali je kaj na tem, da vam ne odgovarja igra proti Kosičevi četi? Pa ne, mislim, da ne, da so bile raznuna v tekma v Kidričevem 5-0. Ja, ki so dobili gladko, obe dve druge tekme so bile pa izenačene in lahko bi zmagal en in drug, tako da nič, tole treba pozabiti in glave gor in iti naprej. Tilen Klemenčič, iskrene čestitke za suvereno zmago, verjetno vam toliko bolj pomeni tudi zato, ker ste se po septembru vrnili na igrišče, vknjižili prvi nastop in oddelali zelo dobro. Ja, zelo vesel sem te zmage, tako tudi cela ekipa. Vedeli smo, da nismo v najboljši poziciji, vedeli smo, kaj nas čaka ta tekma, da nas čaka težka tekma, tudi ko smo se postavili na teren, mogoče smo malo inicijativo prepustili Aluminiju, praktično jim nismo pustili neke priložnosti, sami pa izkoristili in smo zelo veseli teh 3 točk. Prvič po 7 neuspešnih poizkusih ste tudi ohranili nedotaknjeno mrežo, verjetno vam kot branilcu to veliko pomeni. Pa ja, mislim, da je to dodatna samozavest, tako da to moramo samo nadaljevati, tako tudi v naslednjih tekmah in tudi s tem bo prišel rezultat. Janez Pišek, danes se niste prikazali v najboljši luči, kaj je danes Aluminiju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Ja, se strinjam, zmanjkala je končnica, zadnja tretjina igrišča, če ne daš gola, ne moreš si obetati točk, tako da mislim, da je to bil problem, da nismo ustvarili smo šli do zadnje tretjine, ampak nismo prišli do nekega pravega zaključka.